Se pravi, sistem linearnih neenačb. Sistem linearnih neenačb najbolj oziroma najlažje rešujeva grafično. Se pravi, tukaj ne bojo prišle Gaussove metode in tako naprej, ampak bova stvari reševala grafično, drugače neenačb ne znava reševati. Recimo, da imava te tri enačbe. X minus y plus 1 je večje ali enako nič, potem 2x plus 3y minus 6 je manjše ali enako nič in še tretjo, y plus 1 je večje ali enako od nič. Narišem koordinatni sistem in v ta koordinatni sistem rišem to, vmes bom pa mogoče kakšno presečišče še zares izračunala. Če hočem narisati množico teh točk, moram iz tega ven najprej y izraziti. Zato bom ta y prenesla na drugo stran. In potem dobim x plus 1 je večje ali enako od y, oziroma imam y je manjše ali enako od x plus 1. In to bom zdaj narisala. Kako narišem x plus 1? Začetna vrednost je 1, grem za 1 v desno in ker je k 1, enkrat x, grem za 1 gor, ker je tukaj manjše ali enako, naredim polno črto. Takole. Tukaj sem zdaj narisala črto y je x plus 1. Mene pa zanima, kje je y manjši. Zdaj, možnosti sta dve. Ali je to gor, nad črto, ali pa spodaj, rumeno. Zdaj pa kako to ugotoviva? En način je, da si rečeš, recimo, da je spodaj, pa si izbereš eno točko. Tukaj je najbolj enostavna točka nič nič, koordinatno izhodišče. Na rumenem polju je, vidiš? Prav, eno točko iz rumenega polja, kjerokoli. Lahko tudi ulomke, decimalke, kar hočeš, ampak najlepše je nič nič. In vstavimo noter in poglejva, če drži tale neenačba, če vstavimo nič nič noter. Nič je manjše ali enako od nič plus 1. A je to res? Je res? To pomeni, da je pravilno tisto, kar smo obarvala rumeno, ne to, kar je vzgori obarvano zeleno. Okej? Lahko tudi potem z modro črto takole šrafiram. Se pravi, tole je y, ki je manjši ali enako od x plus 1. Grem k naslednji. Kaj imam pa tukaj zdaj? 3y pustim, ostalo dam pa na drugo stran. Čist normalno prestavim, ker nič ne množim, je vse v redu. Aha, zdaj moram še deliti s 3. To tudi lahko naredim, ker 3 je pozitivna številka. 6 deljeno s 3 je pa 2. Aha, se pravi, zdaj je pa začetna vrednost 2. Pa bi mogla iti za 2, pa moram iti za 1 v desno isto, ampak zdaj za minus 2/3 dol, to je takole nekako. In ker je zopet manjše ali enako, je zopet polna črta. Če bi bilo strogo večje ali pa strogo manjše, bi bila pa črtkana črta. Takole. Pa zopet iščeva, kje so y manjši od tega. Meni se zdi, da je to na tej strani, ko bom zdaj šrafirala. Vidiš tole, da je to manjše. Da na drugo stran bi bilo pa večje. Ampak bom zopet preverila. Aha, točka nič nič je zopet tukaj. Preverim. Nič je manjše ali enako od minus 2 krat nič tretjin je minus nič plus 2. Ja, nič je res manjše od 2, torej je to v redu. In zdaj imava midva že rešitev od prve pa od druge. To vidiš, da je tukaj le noter se oboje prekriva. No, takole. A vidva, tukaj se rdeča in modra rešitev prekrivata. Pa do te črte in do te črte. Ampak imava še eno, zadnjo, y plus 1 je večje ali enako od nič.
To pomeni, da je y večje ali enako od -1. Minus 1y tukajle, to bi bila vodoravna črta, večje od tega, a to je pa jasno, to je gor, ne? Je zopet točka nič zraven, poglejva, če drži, nič je večje ali enako od -1, ja, je res, se prav sem prav ukazala. In zdaj vidim, da je skupna rešitev tole, kar bom zdaj pobarvala zeleno barvo. In sicer tale trikotnik. In to je sistem, to je rešitev teh linearnih neenačb. Ok? Ja. Pa imam tole. 2x plus y minus 2 je manjše ali enako od nič. Pa x minus 2y plus 2 je večje od nič. Zdaj sta pa samo, v redu, samo dve enačbi imamo. Se pravi, prvo pa drugo, pa konc. To je to. Kako rešimo pa sistem zdaj teh dveh neenačb? Isto. Najprej iz prve izrazva y ven. In je to minus 2x plus 3. Se pravi, y je manjše ali enako od minus 2x plus 3. Pa še iz druga. Pri sistemu ne... Zato, ko sem se zmotila. Je pa 3. Ni 3, 2 je. Prav, izrazimo torej ven y in je to minus 2x plus 2. Pri drugi bom pa 2y dala na drugo stran, znak bo ostal isti, je x plus 2. Zdaj pa to delim z 2, vse skupaj, ne? Pa še vrstni red bom zamenjala, dobim, da je y manjši od x polovic plus 1. Tako, zdaj imam tole, pa tole. In zdaj to zopet narišem. Se pravi, koordinatni sistem. Najprej prvega. Začetna vrednost, to je tale, začetna vrednost je 2, za eno v desno in za minus 2 dol. To je takole in linearna funkcija gre takole. Zopet je manjše ali enako, zato je polna črta. Manjše se nama zdi, da je na tej strani. Pogledava, nič je zopet tukaj. Poglejva, če drži, če sem prav pobarvala. Nič je manjše ali enako od minus 2 krat nič je nič plus 2. Ja, nič je manjše od 2. Recimo, če bi izbrala je zgornjo stran, pa si bi izbrala, ne vem, tukaj le točko 4 pa nič recimo, oziroma nič pa 4, bi dobila, poglej kaj, y bi vstavila 4, je manjše ali enako od minus 2 krat nič je nič plus 2 je 2 in 4 ni manjše od 2. Se pravi, ta točka ne leži pod. Na ta način lahko preveri, zato ko to kažem. Si pa počasi zapolnimo to, da če je črta takole, je to spodaj, y je manjše od k krat x plus n, medtem ko tole zgoraj, je pa y je večje od k krat x plus n. To je fino, če si zapišeš. Če pa je funkcija nagnjena takole, se pravi, da je naraščajoča, je pa manjše na tej strani, y je manjše od k krat x plus n in večje na tej strani. To si lahko približno zapolnimo, se da, vedno lahko pa preveriš, če si v dvomih, se pravi, da neko točko noter vstavimo. Eto, zdaj imamo prvo narisano, tukaj, tukaj pa zdaj še drugo. Pa jo bom recimo z rumeno narisala, začetna vrednost je 1, 1 v desno in 1 polovica gor. Ker je pa strogo manjše, pa zdaj naredim črtkano črto. In manjše pomeni tukaj dol. In zdaj skupna rešitev od rumenega in rdečega
bi bila pa zdajle takole. Tako, in tukaj bi bila črtkana črta, tukaj bi bila polna črta Ja. in vse tole, no, zdaj se je pa nekam zamaknilo, in vse tole bi bilo še zraven šrafirano tukajle noter. Dajva še tretji sistem pogledati. Recimo takole. Y je manjše ali enako od -2/3 x minus 1 in hkrati more biti y večje ali enako od -3 polovice x minus 6. Y minus x plus 6 je večje ali enako od 0. Se pravi, vse tri narišemo v koordinatni sistem. Zdaj midva riševa to kar tako s prosto roko, seveda v testu pa zares se pa nariše to z ravnilom, najlažje v karirast papir. Najprej prva. Začetna vrednost je pri -1, to pomeni tukajle, za eno v desno in za -2/3 dol. Se pravi, če je tukajle -2, je -2/3 malo prej in ta funkcija je tukajle dol. Ker piše manjše ali enako, bom narisala polno črto. Piše, da je manjše, zdaj že veva, to je tukaj dol. Če nisem sigurna, poskusim eno točko, recimo tole. Ta ima koordinate 0 pa -2, ustavim. -2 je manjše ali enako od -2/3 krat x je 0 minus 1, -2 je manjše od -1, drži. Torej sem prav označila, vedno se lahko preverim. Grem rumeno. Tukaj je pa začetna vrednost -6, to je nekje tukajle dol. Pa še eno sem, pa še 2/3 dol, mogla vse skupaj malo pomanjšati. Se pravi, -6 za eno sem, pa še 2/3 dol. Zdaj je pa zopet večje ali enako, ker je tudi enako, naredim zopet ravno črto. Vidim pa, da sta te dve črti vzporedni, ker imata enak smerni koeficient, se pravi, da bomo en takšen pas dobili zdaj noter. Takole vzporedno. Piše pa večje in večje pomeni pa gor. Višje. Tako, recimo, gor se nama zdi, da je točka 0, 0, poglejva, če je res. 0 je večje ali enako od 0 minus 6, ja, res je večje 0 od 6. Pravilno sem narisala. Imam 2, še tretjega. Ja. Iz tega bom pa najprej y ven izrazila. Y je večje od x minus 6, se pravi, zopet -6 vzamem, eno v desno in eno gor. To pomeni takole, pa ker je večje ali enako, bo zopet polna črta, pa večje se zdi, da je tole, ne. Zopet pogledam, recimo 0, 0 je tukaj, ker sem označila. 0 je večje od 0 minus 6, ja, res je, prav sem označila. In zdaj zopet, kaj je presečišče vsega tega? In označim. Tako vse, kar je skupno, se pravi, do tukajle, to gre v neskončnost gor, do tukajle in še tole, kar je noter narejeno. Eto, to je rešitev tega, kar sva midva želela.